Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Dobrodošli v novem tednu, novem dnevu in novi epizodi sproščena.si. Danes bi rad spregovoril par besed o tem, ali resnično živimo svoj potencial. Nekaj dni nazaj sem se pogovarjal z gospo, pogovarjala sva se o tem, da bi se prijavila na brezplačni usmeritveni pogovor, in potem je gospa rekla: poglejte, Miran, v bistvu mi gre v življenju čisto super. Malo imam stvari pomešane, nekatere stvari se urejajo in tako naprej. In potem sem jo vprašal, ne gre vam slabo, ampak ne gre vam slabo v primerjavi s čim, v primerjavi s kom. Ker poglejte, dostikrat, ko gledamo na svoje življenje dejansko primerjamo z okolico in z ljudmi, ki dejansko imajo še slabšo situacijo. Zakaj se nam dejansko to dogaja? Poglejte, samo če odprete televizijo, mimogrede jaz televizije nimam, tako da dejansko že dolgo časa, odkar sem poslušal Dnevnik in tako naprej, ampak celotne mediji v Sloveniji recimo, so usmerjeni k temu, da dejansko poslušamo in gledamo, kaj se je zgodilo, kdo je bankrotiral, kakšne nesreče so se zgodile, kaj je šlo narobe in tako naprej. In potem avtomatsko je naš zaključek: pa daj se, poglej, kaj pa sploh še hočem. Imam za jesti, imam nek odnos, sicer ne pretepavamo se, lahko bi bilo bistveno bolje, lahko bi bilo več ljubezni, več romantike, ampak kdo pa sploh to ima? In če pogledam v primerjavi z ostalimi ljudmi, dejansko imam nek nadstandard. Ampak tako kot sem rekel, nadstandard v primerjavi s čim? In po drugi strani, če pogledamo recimo Ameriko, Amerika je dejansko zgrajena kot dežela sanj, dežela upanja, dežela vizije, kjer dejansko, bom rekel, večina ljudi, ki je prišla v Ameriko, razen Indijancev, ki so bliže tam, večina ljudi, ki je prišla v Ameriko, je prišla graditi svoje sanje. In recimo priseljenci, ki prihajajo v Ameriko, ne glede na to, ali znajo angleško ali ne znajo angleško, v neki raziskavi recimo sem pred kratkim prebral, da recimo večina ljudi, ki pride v Ameriko, priseljenci iz raznih latino držav, iz Evrope, bom rekel, iz nekih socialno nižje stoječih držav, imajo upanje. Ne glede na to, da so priseljenci, da praktično nikogar ne poznajo, da ne znajo jezika, da nimajo izkušenj in tako naprej, ampak oni so prišli v Ameriko, ker je Amerika obljubljena dežela. Ne glede na to sedaj, ali to resnično je ali to ne, ampak v bistvu gre za začetno situacijo, začetno pozicijo. Grem v Ameriko, Amerika je obljubljena dežela in v tej deželi bom uresničil svoje sanje. In mi vemo, da zakon privlačnosti in vse te stvari, da tisto, kar dejansko se dogaja v nas znotraj, naša miselna naravnanost, naša dejansko mentalna usmerjenost, vse te stvari, zakon privlačnosti privlečemo, pritegnemo v svoje življenje, priložnosti, ljudi, situacije, okoliščine, ki nam potem pomagajo, da gradimo svojo vizijo, da gradimo svoje sanje. In Amerika je zgrajena na sanjah in dostikrat slišimo, da Amerika potrebuje heroje. Amerika potrebuje heroje. Amerika dejansko, bom rekel, goji, neguje ljudi, ki so šli skozi neko težko situacijo in naredili dober rezultat. So postali uspešni, so postali milijonarji, so postali bilionarji, ali so preživeli težke okoliščine in naredili takšen ali drugačen uspeh. Amerika se hrani z uspehom, Amerika se hrani s sanjami. In potem avtomatsko vsak, ki pride v Ameriko, gleda, poglej, kaj lahko, kje so meje. Kaj lahko še postanem, kdo lahko še sem. Recimo drugi primer je recimo Dubaj. Nekaj let nazaj sem bil v Dubaju. In v Dubaju je dejansko, ko prideš v Dubaj, piše gor: sky is actually not the limit.
Ne? Dostikrat rečemo, only sky is the limit, samo nebo je meja. Ne? Ampak v bistvu v Dubaju piše, ne? Dejansko tudi nebo ni meja. In recimo so nekatere stvari, ki so fantastične. Vsi poznamo tisto umeten otok v obliki palme. Ne vem, če ste že slišali, kako je ta otok nastal. Ne? V bistvu je bil ta šejk, ki je vladar, ne? Je dejansko, glejte, pustimo zdaj pač situacijo, ki jo imajo glede žensk, glede tega, tukaj je pač islam, tukaj so neke stvari, ampak to niti ni toliko pomembno. Ampak dejansko vladar ima vizijo. Ne? In je rekel, za nas ni nič nemogočega. Oni so zgradili najvišjo stavbo, so povabili najbolj, napredne znanstvenike iz celega sveta, da so jim dali pogoje, da so lahko zgradili nekaj, kar nikoli še ni bilo zgrajenega. Ne? In ravno ta otok, ta palma, ne, v Dubaju, ne, kjer je tudi ta poznani hotel Atlantis, tam sem preživel en mesec skoraj, ne, fantastična zadeva, hotel z 7 zvezdicami, ne, in nastanek te palme je botrovala, ko je ta šejk rekel, nihče še ni risal po morju in mi bomo naredili neko tako zgradbo, mi bomo naredili nekaj, v bistvu delajo stvari, ki so dejansko zgodovinske, ki so neke vrste spomenik. In tam mislim, nora zgodba, dejansko pač, ker se ukvarjam z energijo čutim, ko smo prišli na letališče v Dubaj, sem dejansko globoko zadihal, energijsko sem se v Dubaju počutil kot doma, ker je taka odprtost, ker je taka neomejenost, ker je taka, v bistvu prav čutiš, da dejansko tam ni nobenih omejitev. Pustimo zdaj politične in te zadeve, gledam energijo, gledam vizijo. Ne? In po drugi strani gledamo našo podalpsko državico, ne, kjer dejansko v Ameriki potrebujemo junake. Ljudje se hranijo s sanjami. V Sloveniji pa dejansko potrebujemo nekega grešnega kozla. Nekdo, ki, ne vem, golfa, nekdo, ki nekaj tog, nekdo, ki nekaj tog. In dejansko ta naša omejenost, potem, da smo potem zadovoljni s tistim, kar imamo, ne, bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Pa, kaki? Pejdi po tistega goloba, a razumeš? Ker če ujameš goloba, ne, je življenje čisto drugačno. Ne? In ko se potem tako srečujem z ljudmi, ki imajo, bom rekel, povprečno življenje. A ste že kdaj pomislili za sebe, da živite povprečno življenje? Ampak vaš potencial je bistveno višji. Vaš potencial je v vsakem, bom rekel, pogledu vašega življenja, v fizičnem, kako fizično izgledate, kakšna je fizična vaša kondicija, s kakšno prehrano se ukvarjate, kako se počutite, kakšna je vaša energija, potem v bistvu vaš odnos, ki ga lahko bistveno nadgradi. Ja, kdo pa to dela? Ne? Kdo pa ima, ne vem, v partnerstvu zmenke vsak teden? Kdo pa vsak teden seksa, ne, če gremo v to zgodbo? Vse to je normalno, dvakrat, to je bilo na začetku, bom rekel, ko smo bili v nekem odnosu, sedaj pa dejansko pač, ja, ok, 2-krat na mesec, če je dober mesec, ne, in tako naprej, ne. In finančno, ne, pač nekdo, ki ima nad recimo 2 jurja, 2000 evrov nekih prihodkov, ne, plejte, to je že en hudo, razumete, si pohlepen, če razmišljaš o več, mislim, vse te zadeve, ne. Ampak dejansko prva stvar je, da dejansko vse to odmaknemo, da pozabimo, da smo v tej podalpski kotlinici obdani s temi pač gorami, ki nas omejujejo, ampak dejansko rečemo, to me ne zanima. Jaz dejansko hočem živeti svoj potencial. Jaz dejansko hočem narediti iz svojega življenja, bom rekel, resnično čudovito zgodbo. Poglejte, jaz vidim recimo, ko se ljudje prijavljajo za ta, imam opcijo brezplačnega usmeritvenega pogovora. Dejansko en tak pogovor vam lahko spremeni življenje. Ampak če nikoli niste imeli take izkušnje, da pač, poglejte, celo življenje ste v neki svoji zgodbi, v svojem razmišljanju, v svoji viziji, v svojih konceptih, v svojih ciljih in potem pridete nekoga, ki vas izzove. Ne?
Trenutno imate, ne vem, 2500, 3000 evrov plače. Okay. Kaj, če bi vi imeli 30 000 evrov plače? A si predstavljate, da bi vaše poslovanje dejansko, bom rekel, povečali za faktor 10? Kaj bi se to zgodilo z vašim življenjem? A si predstavljate, da bi vaše počitnice povečali za faktor 10? To pomeni, lansko leto ste bili, ne vem, 10 dni na počitnicah, naslednjo leto ali čez 2 leti greste 100 dni na počitnicah. To pomeni, pol leta delate, pol leta ste na počitnicah. To si sploh ni za zamisliti. Si predstavljate, da svoje partnerstvo povečate za faktor 10. Ne? Tisto, kar je bilo neka degustacija pred ne vem koliko leti, ko ste začeli nek odnos, ko so bili mehurčki, ko je bila ljubezen v zraku in tako naprej. Ne? Kje je zdaj to? Ja, glejte, najprej zaljubljenost, ne, in potem je ljubezen. Daj, sprijazni se, daj, no, vsega ne moreš imeti. Ampak razumete? Ne? In potem recimo ljudje, ki imajo neko situacijo, sploh ne razmišljajo, da bi bilo lahko še boljše, da bi lahko to. Glejte, v vesolju je zakon. Tisto, kar se ne razvija, gre v bistvu počasi stagnira. V življenju je tako, ali se razvijaš, ali pa stagniraš. Ne? In če imate povprečno življenje, dajte se vprašati, kako pa bi bilo, ne, če bi imeli nadpovprečno življenje. Ker pojďte recimo v tujini coaching, ne? To je popolnoma običajna stvar. Ljudje, ki imajo čudovito telo, imajo coacha za prehrano enega, ne? Imajo coacha za fizično aktivnost, imajo coacha za mentalnost, imajo coacha za biznis in tako naprej. Ne? A razumete? Ja, seveda to vse stane, ampak v bistvu ti ljudje so imeli informacijo, so imeli coacha, še preden so imeli možnost, da si kupijo vse te zadeve. Ampak dejansko jaz vidim pri nas tudi stvari, ki so brezplačne, jih ljudje ne izkoristijo. Ko grem jaz na nek brezplačen pogovor, na neko možnost, da dobim neko povratno informacijo na coaching, potem si vzamem list papirja, si vzamem vprašanje in pišem in gremo. Tukaj ni debate, tukaj ni heca, razumete? 100% vzamem. Ne? Tako da dejansko, dajte se vprašati, kje je vaše življenje, kje hočete biti, če ne bi bili obdani za to neko povprečno sivino, če ne bi bili obdani, bom rekel, za ljubljansko ali pa mariborsko ali pa koprsko meglo, ne? Če bi se to odstranilo, če bi videli sončka, da dejansko gremo iz tega nadpovprečnega povprečja v nadpovprečno nadpovprečje. In da dejansko vzamemo, gledajte se, ista zgodba je, ne? Kaj je tisti minimum v življenju, ki dejansko neko pravimo nek termostat? Ne? Termostat v življenju, recimo za nekega berača, je, da ima neko mesto, kjer prespi, da ima en časopis, lahko je 2 tedna star, da se z njim pokrije. To je njegov termostat. Ne? In dejansko, gledajte, za nekoga drugega je termostat neko stanovanje in slovenski avto leta Golf GTD. Ne? Ok, to je v bistvu nek termostat, ampak za nekoga je pa termostat, da ima jahto, za nekoga je termostat, da potuje po svetu. Pa poglejte, ne gre zaradi denarja. Denar je samo posledica. Gre za tvoj potencial, ker morate razumeti eno zadevo. Če ne živite svojega potenciala na področju svojega telesa, če niste zadovoljni v svojem telesu, če niste zaljubljeni v svoje telo, če niste zaljubljeni v svojega partnerja, če nimate neomejeno financ, da vas je ves čas strah, kako boste iz enega meseca v drugega in potem nekaj vmes pride, vas totalno preseneti. Ne? A razumete? Če vsega tega nimamo, ne moremo biti srečni. Ker dejansko, gledajte, sreča je dejansko, seveda, sreča je rezultat našega razvoja. Sreča je rezultat našega odnosa. In če mi ne živimo svojega potenciala, če mi vemo, da dejansko je bistveno več možno. Ne? Glejte, malo se spomnite na svoje sanje, ko ste bili mali. Ko bom velika, ko bom velik, bom delal to. Kje je zdaj to? Ne? Dej se, vsega ne moreš imeti, sprijazen se, ko bo. A razumete?
danes vas res dejansko pozivam, da gremo ven iz tega povprečja. In tako kot sem rekel, nek coaching vam dejansko popolnoma lahko spremeni vaše življenje, ker vas bo coach vprašal neke stvari, ki se jih dejansko nikoli še niste vprašali, ki vam bo povedal neke zadeve, za katere sploh ne veste, da obstajajo. Ker glejte, ko gremo recimo na katerem koli nivoju ste, morate razumeti nekaj. Zagotovo so stvari, ki jih ne zmorete delati sami. Seveda, tako kot sem rekel, glejte, nekdo, ki je sedaj nekje na socialni, išče službo, ne ve, kako bo preživel, ne ve, kako bo za prihodki in tako naprej, tak človek ne more priti sam do 500 evrov. Karikiram, glejte, ne glede na to, na katerem področju gledamo, ampak finance so neka taka zgodba, da jo lahko preštejemo. To pomeni, nekdo ne more priti do 500 evrov. Potem nekdo drugi, ki je pač sedaj na 1000 evrov, ne more sam priti do 1500 evrov ali do 2000. Nekdo, ki je na 2000 evrov, ne more sam priti do 5000 evrov. Nekdo, ki je na 5000 evrov, ne more sam priti do 20 000 evrov. Nekdo, ki je na 20 000 evrov, ne more sam priti do 100 000 evrov. Pa ne na leto, na mesec. Ama razumete? Okay, zakaj bi rabo sploh tak denar? Pa se ne gre za denar. Gre v bistvu za tvoje življenje, gre za tvojo energijo, gre za tvojo izpolnjenost, gre za ta občutek, da veš, da živiš svoj potencial. In tukaj se vprašajte, ali ste nadpovprečno in ali hočete ostati nadpovprečno povprečni, ali pa hočete iti v nadpovprečno življenje. Tako da to je bilo kratko razmišljanje za danes. Ostanite čudoviti, želim vam en čudovit dan in se do naslednjič vas pozdravljam.